Spoštovani Slovenke in Slovenki, spoštovani gospod minister, načelnik generalštaba, spoštovani gospod župan, spoštovani tisti, ki ste bili pred 30 leti v Pekrah ali na ulicah Maribora in ste takrat branili svobodo Slovenije in pravico Slovenije, da uresniči svoje, lahko bi rekli, stoletne sanje. Vidim nekatere znane obraze, ki ste bili takrat bodisi naborniki, poslanec Breznik, bodisi tiste, ki ste z orožjem v roki branili prvo generacijo slovenskih fantov, ki so prvič v zgodovini v mirnem času služili domovini. Tistim dogodkom nekoliko neskromno pravimo dogodki, pekrski dogodki. Sicer si vemo, kaj to pomeni, ampak v resnici pa ni šlo za dogodke, šlo je za uverturo v obrambo Slovenije, uverturo vojne za Slovenijo, šlo je za prvo merjenje realne moči med Slovenijo in Beogradom, med slovensko teritorialno obrambo in slovensko policijo in jugoslovansko armado na drugi strani. Med enotami, ki smo jih ustanavljali zato, da bi lahko, kot smo rekli, zgodovinsko odločitev slovenskega naroda na plebiscitu zavarovali z realno silo in seveda med enotami, ki so to hotele preprečiti. Veliko člankov, pa tudi nekaj knjig je bilo napisanih o tem, zakaj se je to zgodilo ravno v Mariboru. Prve slovenske nabornike smo vpoklicali tako v Pekrah kot v Pekre, v Center za obrambno usposabljanje, kot tudi na Ig. In dejansko je jugoslovanska armada takrat zahtevala razpustitev obeh centrov. Vendar pa se je napad zgodil ali pa poskus razpustitve centra z silo samo v Mariboru. Kasneje, v teh desetletjih, ki so minila od te konfrontacije, je postalo jasno, da je jugoslovanska armada oziroma Beograd takrat izbral Maribor zaradi napačne ocene. Oni so ocenjevali, da bo Maribor zaradi dela industrije, ki je bil povezan z vojaško oborožitveno industrijo, pa zato, ker so smatrali, da je Maribor nekako center eden od centrov jugoslovanskega delavstva, da bodo pač ljudje podprli to, da se za silo zatre osamosvojiteljne težnje Slovencev. Namesto tega se je Maribor junaško uprl in danes se bomo s pesmijo, z glasbo, z umetnostjo poklonili predvsem pogumu Maribora pred 30 leti. Če Mariborčani takrat ne bi zaustavljali okrepitve, ki jih je poveljnik 31. korpusa pošiljal v Pekre, potem je veliko vprašanje, ali jugoslovanska armada dejansko ne bi uporabila sile proti slabo oboroženim branilcem. Če Mariborčani prišli na ulice takrat, ko so v kasarnah po Mariboru tanki prižigali motorje, potem je veliko vprašanje, ali bi lahko takrat situacijo obvladali brez večjih žrtev. Kljub temu so žrtve bile. Danes se spominjamo tudi Josifa Simčika, prvega Slovenca, ki je umrl v tem spopadu oziroma v tem obrambi v uverturi vojne za Slovenijo. In spominjamo se velikanskega ali pa ogromnega poguma slabo oboroženih branilcev in tudi samih nabornikov v Pekrah, ki so noč in dan, praktično 24 ur, poslušali hrumenje oklepnikov, tankov, grozeče napovedi, pozive k predaji,
in spominjamo se tudi tistih, ki so se potem pogajali na mariborski občini, pa so jih s prevaro zajeli. Moramo se pa spomniti tudi na to, da je bil Maribor izbran, kot smo potem videli v obveščevalnih poročilih Jugoslovanske armade, tudi zato, ker so računali, da ima tajna služba KOS, kontraobveščevalna služba Jugoslovanske armade, v strukturah slovenske oblasti, v državnih in lokalnih v Mariboru toliko svojih pripadnikov, da bodo lahko situacijo obvladali. Niso jo, teh pripadnikov ni bilo toliko, kot so nanje računali, kljub temu pa so ti omogočili, da je prišlo do upada v mariborsko občino, do zajetja pokrajinskega poveljnika teritorialne obrambe in do drame, ki smo jo potem reševali tako, da je Slovenija zaprla osnovno infrastrukturo objektom Jugoslovanske armade, se začela pogajati in potem, ko so praktično vojašnice ostale brez osnovne logistike, tudi s pogajanji dosegla izpustitev obeh zajetih častnikov teritorialne obrambe. Takrat je Slovenija preizkusila tako trdno vztrajanje na svojih stališčih, obeh centrov nismo zaprli, kljub temu, da je potem prišlo še nekaj ultimatov, kljub temu, da je bila tudi takratni slovenski politiki, zdaj če prebirate članke iz 30 let, veliko pozivov, da to nima smisla, da morajo iti naborniki domov, da deloma je bila ta skrb seveda upravičena, še vsej pri starših teh nabornikov, ki so pošiljali pisma in tako naprej, ampak smo vedeli, kaj bi se zgodilo, če bi popustili, in na tej točki smo vzdržali. Preizkusili smo tudi korake, ki so nekje na meji med pogajanji in oboroženim bojem, se pravi blokade vojašnic, odvzem infrastrukture, in to je bila dobra, kot pravijo gasilci, mokra vaja za junij in julij kasneje, ko se je vojna dejansko v polnem obsegu tudi začela. To je bila tudi šola za nas, še posebej ta upad v mariborsko občino, zajetje talcev in tako naprej, da je treba biti previden, ko gre za varnostne ukrepe, ki smo jih potem znatno poostrili. Danes smo se, kot sem dejal že prej, zbrali predvsem zato, da z pesmijo počastimo pogum Maribora in branilcev Peker. Pesem je univerzalni jezik, ki združuje ljudstvo po celem svetu. Še posebej smo veseli, da imamo Slovenci tukaj bogato izročilo. In ko sem gledal program za današnji večer, je bil to še velik dodaten motiv za udeležbo. Torej, naj živi pesem kot univerzalni jezik človeštva, še posebej naj živi slovenska pesem in naj živi svobodna in demokratična Slovenija. Hvala lepa.